Slovenija je del evropskega trga, na njega smo ponosni. V končni fazi, če naredimo 4 predmete, samo enega od teh predmetov lahko prodamo v Sloveniji, ostalo je potrebno prodati ven. In seveda primarni trg je tisti trg, ki nam je blizu, to pa je Evropska unija. Zato smo zainteresirani tudi dosebično, da Evropska unija gre dobro. Nažalost, v tem trenutku trendi niso željeni in zato je potrebno hitro ukrepati. Paketi ukrepov na Evropski uniji se pripravljajo. Prvi del ukrepov bo namenjen tako imenovani debirokratizaciji, zmanjševanju raznih ovir. Ocena Evropske komisije je, da za predlogi, o katerih smo pogovarjali že naslednji teden, lahko zmanjšamo obremenitev gospodarstva na splošno za 25, majhnega in srednjega, ki je pa ogrodje slovenskega in tudi evropskega, pa celo za 35%. Drugi ukrep, radi katerega bodo nekateri veseli, mogoče tudi ne, pa je boljše poenotenje notranjega trga. Mi imamo skupni trg. Če imamo skupni trg, zato da skupni trg lahko deluje, morajo biti pravila povsod enaka. V tem trenutku niso. Pametni ljudje pravijo, da zato na ravni Evrope izgubljamo do 10% bruto domačega proizvoda. Torej na tem področju bodo velike spremembe. Jaz verjamem, da jih bomo gledali pozitivno. Naslednje spremembe pa so vezane na odgovor, kaj je potrebno narediti, da znanje, inovacije, patente, ki jih v Evropi in tudi Sloveniji, kar imamo, znamo bolje in hitreje prenesti v gospodarstvo. Tu je pa tudi odgovor, kar je potrebno v Sloveniji narediti še hitreje. Imamo namreč že podjetja, ki tudi za javnim denarjem, za pomočjo vlade, posameznih ministrstev v svojo novo proizvodnjo prenašajo nove rešitve, nove ideje. Ta podjetja so tudi nadpovprečno uspešna in za temi podporami še bolj poglobljeno nadaljujemo v naslednjem obdobju. Potem so klasična podpora investicijam. Mi namreč želimo, da v Sloveniji je gozd takšen, da je posek takšen, kot mora biti. Mi v tem trenutku imamo 8 do 9 milijonov kubikov letnega prirasta. Če ne posekamo dovolj gozda, pomeni, da les v gozdu stari in je slabše kvalitete. Torej je potrebno izviševati posek in potem čim večji del tega porabiti v Sloveniji. V zadnjih 10-12 letih je slovenska proizvodnja pohištva, pa tudi stavb in ostalega, kar je povezano z lesom, začela naraščati. Imamo pa tu še veliko rezerv. Da pa jih izkoristimo, potrebujemo pa znanje. Zato je zelo dober trenutni trend, da se število tako otrok, ki se vpisujejo v srednje šole, višje in visoke, ki so vezane na gozdarstvo in lesarstvo, povečuje. To je pa tisto, kar daje največje upanje. Torej, da razvijamo nove znanje, nove strokovnjake, ki bodo lahko načrte, pa tudi javna sredstva realizirali v praksi.